Dober dan vsem. Skušajmo zdaj razumeti, zakaj ne rabimo nikoli neke formule za za reševanje enačb tretje stopnje. Torej, glavni razlog je ta, da v bistvu med reševanjem si dobimo take izraze kot kubni koren od enega kompleksnega števila. Ampak zdaj poglejmo urejeno stvar. Recimo si zgradimo našo enačbo tako, da ima rešitve, ki jih želimo. Recimo, na primer, 1 minus 1 minus 2. Torej, bomo zračunali x minus prva rešitev, krat x minus druga rešitev, krat x minus tretja rešitev. Vse to pomnožimo, dobimo ta polinom. Torej, če postane ta polinom enak nič, to je enačba, ki jo bomo reševali. X na tretjo plus 2x na drugo minus x minus 2 enako nič. In ti so koeficienti a, b, c. Ker splošno enačbo tretje stopnje napišemo tako: x na tretjo plus ax na drugo plus bx plus c je enako nič. Sedaj, nekdo bo rekel, ja, ma tukaj koeficient od x na tretjo je 1, bi lahko tudi ne bil 1. Je res, ampak če ne bi bil 1, bi lahko enačbo delili s istim koeficientom in bi tukaj dobili eventualno ulomke za a, b in c, ampak nam gre prav, a, b in c so lahko tudi ulomki in torej lahko imamo to obliko. Sedaj, pogledamo, kako je nasplošno reševanje, se naredi postopoma. Recimo se lahko naredi tako, se lahko prej izračuna te dve količini p in q s temi formulami, z uporabo koeficientov. Enkrat, ko smo izračunali p in q, lahko si izračunamo alfa in beta. Tako da postavimo noti te vrednosti od p in q tukaj. Opazimo, da za alfa in beta je edina stvar, ki se spremeni, da tukaj imamo plus, tukaj imamo minus. Prav, sedaj moramo poštevati še to količino epsilon, ki je minus ena polovica plus i koreno 3 polovic, ki tukaj se naprav tudi približek. Kaj je v bistvu ta epsilon? Je kompleksni kubni koren od 1. Torej, epsilon na tretjo mi da prav 1, se lahko zračuna. In ker kubni koren od 1 imamo 3 vrednosti, je 1 in sta dve kompleksni vrednosti, ki sta prav ta in ta. Ta poleg druge je tudi epsilon na drugo. Če mi izračuna epsilon na drugo, bomo videli, da prije prav ta vrednost, ki ima ta približek. Prav. Sedaj, končno imamo naše rešitve x1, x2, x3. x1 je alfa plus beta minus a tretjin. A kaj je? A je ta koeficient. x2 bo epsilon alfa plus epsilon na drugo beta minus a tretjin. In x3 je epsilon na drugo alfa plus epsilon beta minus a tretjin. In te so rešitve. Apliciramo to na to enačbo. Torej, sedaj si lahko zračunamo p in q z uporabo teh koeficientov. Sedaj tukaj ne napravim vse prehode. Lahko pogledate sem ali si jih zračunate. Vsekakor dobimo za p in q minus 7 tretjin in minus 20 27. Potem si lahko zračunamo alfa. Damo notri te vrednosti od p in q. Tudi tukaj ne naredim vse prehode, tukaj si jih lahko pogledate. Če vam ne povem vseh prehodov, tukaj so napisani. Opazimo to, da tukaj imamo kvadratni koren nekega negativnega števila in torej to bo imaginarno število. Torej tukaj prije i in kvadratni koren od ene tretjine. Ena ulamnja koren od 3, kar racionaliziramo kot koren od 3 tretjin. In torej smo dobili alfa, ki je kubni koren od 10 27 plus i krat koren od 3 tretjin. In beta menja samo, da tukaj namesto plus imamo minus. Prav. In sedaj bi lahko mislili, da smo blizu rešitvi, ker tukaj imamo alfa in beta, to smo blizu rešitve. Ja, ampak problem je prav, koliko je kubni koren od tega kompleksnega števila, ne? Kako bi lahko naredili? Bi lahko postopali algebrsko, bi mislili, da ta kubni koren kompleksnega števila je eno kompleksno število a plus i b. In to kompleksno število, če ga damo na tretjo, bi mogli dobiti prav to. Če damo na tretjo, tukaj, ta izraz dobimo, da realen del je a na tretjo minus 3b na drugo in to bi moralo biti enako 10 27. In imaginaren del je 3a na drugo b minus b na tretjo, kar bi moralo biti enako koren od 3 tretjin. Problem je, da s tem imamo en sistem dveh enačb, vsaka tretje stopnje, torej en sistem 9 stopnje. Čeprav bi bili srečni, vseeno je kot najmanj moramo, zato da bi rešili sistem, zračunati eno enačbo tretje stopnje, prav najmanj. In torej enačbo tretje stopnje bi se vrnili na začetni problem.
Torej, tako ne bo šlo. Lahko postopamo po eni trigonometrični metodi. Zdaj to vidimo. Torej, to število, ki tukaj pod kubnim korenom napišemo, ga imenujemo z1, torej 1027 plus I krat koreno 3 in z2 je ta drugi tukaj. Sedaj, kompleksno število lahko ponazorimo tako, tukaj v kompleksni ravnini A, B in tukaj imamo nek kot φ in ta dolžina je absolutna vrednost kompleksnega števila. Torej, si izračunal prvo absolutno vrednost kompleksnega števila, ki je ta dolžina. Torej, koren od realnega dela na drugo plus imaginaren del na drugo, tukaj lahko naredimo vse račune, dobimo to. Absolutna vrednost od z2 bo enaka, ker edina stvar, ki menja, je, da ima nasproten predznak imaginaren del, ampak ko damo na drugo, dobimo isto. Torej bo ista absolutna vrednost. Sedaj, lahko napišemo v tem trikotniku vrednosti sinusa in kosinusa. Torej, sinus od kota je nasprotna kateta v lemnjo hipotenuze. Nasprotna kateta tukaj je imaginaren del, koreno 3 Hipotenuza je prav absolutna vrednost, torej to, ki smo dobili tukaj. Za kosinus imamo priležno kateto, ulemljeno hipotenuzo, priležna kateta je realen del, torej 1027, ulemljeno absolutna vrednost, še zmeraj. Tukaj te izraze lahko vse poenostavimo, ampak dobimo to in to. In sedaj sinus velja toliko, kosinus velja toliko, torej tukaj dobimo približno vrednost za kot. Prav ta je problem, da dobimo le približno vrednost. Za drugo kompleksno število z2 je edina stvar, ki menja, da imaginarni del ima nasproten predznak in torej si dobimo tukaj minus. In torej, če tukaj je prišlo 57,32 stopinj, tukaj pride minus 57,32 stopinj. Zakaj so rabili ti koti? Zato, da naši kompleksni števili z1 in z2 napišemo v tej obliki. Z1 je absolutna vrednost, ki je to. Krat, kosinus od tega kota plus I sinus od tega kota z2 menja samo kot je ta. Sedaj, zakaj smo hoteli pisati z1 in z2 v tej obliki? Zato, ker če jih imamo napisano v tej obliki, je precej lahko zaračunati kubni koren. Alfa, ki nas je zanimal, je prav kubni koren od z1. In kako se naredi? Sedaj, kubni koren od absolutne vrednosti, krat, kosinus od tega kota deljeno 3. Ta kot lahko delimo s 3. Dobimo 19,11 stopinj. Plus I sinus zmeraj od kota deljeno 3. In torej, zdaj tukaj končno se lahko naredi približek. Se naredi približek od tega in od vrednosti kosinusa in sinusa. In dobimo, da alfa velja približno od 0,83 plus I krat 0,29. Za beta bo menil samo, da ta plus postane minus, ker tam imeli kosinus in sinus negativnih kotov. Kosinus prije pozitiven in sinus prije negativen. Menja samo to. Torej, ampak nekdo bi lahko rekel, v resnici tukaj, kaj nam je rabilo zares? Je rabilo imeti vrednosti kosinusa in sinusa od ene tretjine od enega kota, za katerega poznamo, koliko sta sinus in kosinus. Torej, bi lahko eden mislil, rabimo neko trigonometrično formulo, dobimo sinus in kosinus kota deljeno 3. Ampak, če vi greste poskusiti to narediti, vidite, da morate še enkrat reševati enačbo tretje stopnje. Torej, se vrnemo na začetni problem. Vsekakor to, samo da omeni, je povezano s tem, kar so iskali stari Grki, tisti problem, trisekcije kota, da samo z ravnilom in šestilom narišejo kot, ki je ena tretjina danega kota. In tega nismo mogli rešiti, ker je nemogoče to rešiti samo z ravnilom in šestilom. In to je povezano s tem, da tukaj moramo dobiti sinus, kosinus enega kota, ki je tretjino tega. Vse je povezano. Prav. Sedaj, končno, tukaj smo dobili približne vrednosti z alfa in beta, lahko si izračunamo x1, alfa plus beta, minus a tretjin. A koliko je? A je 2, torej minus 2 tretjini, ki to zračunam kot približek, minus 0,67, ker itak tudi tukaj imamo približke. Imaginaren del gre proč, prav, tukaj zračunam dobimo 0,99 in to je približna vrednost. Je precej jasno, da to odgovarja vrednosti 1, ki jo imamo tukaj. Sedaj moramo zračunati x2, imamo ta epsilon, dam približno vrednost, krat alfa, dam približno vrednost, plus epsilon na drugo, dam približno vrednost, krat beta, dam približno vrednost,
minus a tretjin, minus 0,67, sedaj moramo napraviti vse te zmnožke in upoštevati tudi vrednosti od potenco D. In pride vsa ta stvar tukaj. Imaginarni deli gre vsi proč. Če tukaj delamo, seštevamo vse ostalo, dobimo minus 2 veca ničena, ki je jasno odgovarja temu minus 2. In za x3 je podobno, samo da imamo tukaj ta izraz, snari podobno zadevo in dobimo minus 1 veca ničena, kar je jasno odgovarja vrednosti minus 1 tukaj. Smo jih dobili, ampak kot prvo lahko rečemo, da ta postopek je zelo dolg in tudi je treba poznati dobro kompleksna števila. Ampak ne glede na to, tukaj te tri rešitve so bile cela števila in tukaj, ko smo dobili to 0,99 ali to, je bilo precej jasno, čemu se enaki. Problem je, če tukaj te rešitve niso cela števila in tukaj dobimo nek približek, napisan decimalno, da tisto večkrat ne bo jasno, tista decimalno število večkrat ne bo jasno, kateri točni vrednosti odgovarja. Ne bo prav jasno. In torej to v bistvu se ne uporablja zaradi tega. Sedaj, obstaja tudi ena formula za reševanje nad četrte stopnje, še bolj zapletena. In za peto stopnjo, od pete stopnje gor, v resnici v nekem smislu ne obstaja več formul, ne obstaja ena splošna formula, oziroma ni prav točno. So dokazali, da za reševanje ene enačbe pete stopnje ali več kot pete, ne mora obstajati ena formula, ki ima pri reševanju samo 4 osnovne operacije, potenciranje in korenjenje. Torej, če bi bila ena formula, bila še bolj zapletena kot tako. Tako, torej smo videli to, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.